Zakaj je antifašizem globoko vprašanje razrednega boja? To je v bistvu bila vsebina moje intervencije danes. Skratka, skušal sem preprosto opozoriti na sorodnost in razlike zgodovinskega in današnjega fašizma in seveda možnih antifašističnih strategij. Jaz preprosto ne kupim ideje, da se da proti fašizmu boriti z neko obliko liberalizma, skratka dela na nekih diskurzih tolerance in tako naprej, multikulturnosti in tako naprej, ampak da pravzaprav se da soočiti z fašizmom, tudi današnji se bodo tam začeli, da se začnemo pogovarjati o novih formah demokracije proizvajalcev. Govori se pač o tem, na kak način je se spremenil rasizem in s tem tudi fašizem v zgodovini, skratka od časa kolonialnega in imperialističnega projekta do pravzaprav danes in na kak način te forme politične, diskurzivne in tako naprej podpirajo nek sistem hierarhij in dominacije in seveda na kak način tudi na koncu koncev liberalno-demokratičnim režimom omogočajo, da reproducirajo obstoječe hierarhije in segmentacije. Tako da jaz mislim, da sem pač skušal na ta način zadevo osvetliti z nekega drugega zornega kota, skratka, da se začnemo ukvarjati z vprašanjem strukturne, institucionalne diskriminacije in rasizma in da mogoče na tej osnovi tudi razumemo te oblike glasnega fašizma, ki zame niso še zdaleč ne tako nevarne, kot so oblike strukturnega institucionalnega nasilja in diskriminacije. Skratka, kaj pa je en neofašističen gang proti represivnemu aparatu države? Nič. Kaj ste ugotovila? Ugotovila sem, gledala sem diskurze, ki so se konstituirali pač v skladu s problematiko, ki je bila vzpostavljena najbolj leta 2003 pa 2008 pa 2009 in se nanaša na izgradnjo džamije v mestni občini Ljubljana. Vzela smo pač nek vzorec in sem gledala, kateri argumenti so bili najbolj prisotni pri oblikovanju tega diskurza, predvsem proti izgradnji džamije. Zdaj, kaj se ugotovila? Ugotovila sem predvsem to, da se ta diskurs na nek način velikokrat zapelje v neka druga vprašanja, naprimer čisto urbanistična, nacistična, arhitekturna in tako naprej. Na nek način se prekrije ta diskriminatornost in tako naprej strpnost. Na drugi strani pač te čisto eksplicitne da pač podar to, da se še vedno navezuje na nek prastrah pred Turki in tako naprej, preoprašuje relacijo islama do fundamentalizma, o tem, da se pač džamijo konstituira kot neko leglo skrajnežev oziroma neka pač točka, od koder se potem islamizira naša država v nekih orisih. Temeljni problem trdega empiricizma v psihologiji pa v družbenih znanostih nasploh je predvsem ta, da bi lahko rekla, ne ve, s katere pozicije govori. Se ne sprašuje o lastni poziciji in se predstavlja kot to v kritiki prav, nekaj napadu z neba. Skratka, raziskovalec je posameznik, popolnoma racionalen, neobremenjen v svojem raziskovanju z lastnimi stališči, predsodki, vrednotami in tako naprej. To druga nevarnost, drug problem, ki je mogoče celo še višji, je pa redukcionizem, do katerega vsako trdo empiricistično raziskovanje pripelje. Kar je pa spet zelo hiter problem ideologij, če ni že samo ujeto v te ideologije, kar ponavadi je, ideologij, ki skušajo enostavno pojasniti kompleksne fenomene.